Danes imamo v Sloveniji 3500 bolnikov z multiplo sklerozo, od katerih jih bo večina postala invalidov. Po nepotrebnem, je prepričan Šuštarič. Če bi pristopili k protokolu visokih doz, lahko rečem, da bi v Sloveniji samo tisti, ki smo stari bolniki, ti, ki so novi, ne bi bil invalid popolnoma noben. Pred leti je postal znan, bil je tudi osebnost meseca na vašem kanalu, s prevodom in dopolnitvijo knjige Jeffa Bowlesa, ki je predstavil četrt stoletja trajajočo raziskavo, v kateri je pregledal 160 000 strokovnih člankov z opisi številnih bolnikov od leta 1920 do danes. Vsem boleznim je skupno pomanjkanje vitamina D3. S knjigo je vlil upanje slovenskim bolnikom z avtoimunskimi boleznimi. Zdaj me sledi 100 Slovencev, recimo samo za multiplo sklerozo. In popolnoma pri vseh smo zaustavili napredovanje bolezni. In je njihovo zdravje zelo popravilo. Se pravi, prej so težko hodili, zdaj hodijo skoraj normalno. Bolnike usmeri do redkih priučenih zdravnikov v tujini, ki izvajajo protokol zdravljenja, saj morajo vitamin jemati pod strogim zdravniškim nadzorom. Zdravi naj bi ga jemali 10 000 enot dnevno, pravi Šuštarič, sploh zdaj, ko prihaja zima in je na pohodu COVID-19. So naredili raziskave v Ameriki na 200 000 pacientih. Vsi, ki so bili nizki v vitaminu D in so ga imeli izpod 20 enot, so bili v velikih problemih ali so umrli. Na prvem mestu med vzroki za avtoimunske bolezni je pomanjkanje vitamina D3, sledi genska nagnjenost, sprožilec bolezni pa je stres, pojasnjuje Šuštarič. V knjigi je zbral tudi pričevanja o zdravelih. Primer ženske, ki je bila popolnoma slepa, po 4 letih protokola, danes normalno vidi, normalno hodi in dela, vrnil se je njen star način življenja. Njegova druga knjiga je avtorska, v njej podrobno razloži vse, kar moramo vedeti o tem vitaminu, o posledicah pomanjkanja in načinu zdravljenja. Rešitve za popolnoma vse avtoimune bolezni obstajajo in to v 95%. V kar je na osnovi lastnih izkušenj prepričan Šuštarič.